Sestra Angelique živi v severovzhodnem delu Demokratične republike Kongo, sredi Afrike, kjer divjajo krute vojne za nadzor nad surovinami, brez katerih drugod, recimo pri nas, ne moremo živeti. Zlata, diamantov ali kasiterita in koltana, ki sta nujna za izdelavo prenosnih telefonov, tablic in računalnikov. Vojne milijone silijo v beg, tudi k nam v Evropo, v navidezni raj in red. Red je menda na Švedskem, kjer je policija v nedavno medijsko razkriti preiskavi za vsak primer oblikovala 4000 oseb obsegajoč register. Edini kriterij – Rom. Yeah, they make a list all the time for criminal people, but we're not criminal people. My grandchild, which were 3 months old when she was listed, what crime did she do? 3 months old baby. So this is not a crime list. This is a list for mapping Roman people. Well, the bad thing is that it's based on ethnicity, and that is absolutely unacceptable. So it's guilt by association, and it's not guilt by association because someone has been a criminal, it's because of their ethnicity, and that is absolutely not correct to do that. Romi so, odkar so pred 800 leti prišli v Evropo, tako rekoč večni begunci, večji del tega časa prezirani in še ne tako dolgo tega tudi načrtno uničevani. We were thinking about Hitler time. He did do the same. He made a list of Roman people to register them and to check on them, and then he killed them all. Kar se je dogajalo sredi Evrope v imenu enega naroda in rase. Nazaj k sestri Angelique, katere vzornica je že v otroštvu postala nuna iz prej omenjene dežele Nemčije. Tudi Angelique je bila v svoji domovini begunka, a se je odločila, da se bo zlu uprla z dobroto ter svoje življenje posvetila pomoči žrtvam vojne. Milijoni ljudi na svetu pred vojno bežijo in so zato pripravljeni tvegati življenje. Drugi skušajo vojni ubežati v mislih ali, ko jo imajo, želijo kljubovati. Razmere v Siriji so že zdavnaj tako zavožene, da režim predsednika Bašarja Asada vojne ne more skrivati. Kljub vsemu njegova stran izvaja tako imenovano turistično promocijo uničene dežele. Festival turizma bo težko obrnil trende. Sirijo zapuščajo milijoni, mnogi umirajo v begunskih čolnih v Sredozemlju skupaj z obupanimi Somalci, Eritrejci in drugimi Afričani, v državo pa prihajajo nekakšni vojaški turisti, plačanci, ki pa se večinoma borijo v protirežimskih ekstremističnih enotah. V soseščini Sirije v sektaškem nasilju umira vse več Iračanov, v Turčiji pa skuša predsednik vlade Tayyip Recep Erdogan prav zaradi nestabilne okolice okrepiti oblast s previdnimi reformami. Napovedal je znižanje ali celo ukinitev praga za vstop v parlament, ki zdaj znaša 10% glasov, kar naj bi koristilo predvsem kurdskim strankam. Obljubil je spremembe v korist javne rabe kurdskega jezika, ki se bo kmalu lahko poučeval v šolah ali zasebnih. Tudi zato spremembe med Kurdi, ki predstavljajo skoraj petino prebivalstva Turčije, niso naletele le na odobravanje. Erdogan pa je napovedal še nekaj. Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyor. S tem je delno ukinil stroge prepovedi očeta sodobne Turčije, Mustafe Kemala Paše Atatürka, ki je tudi z izobčanjem moškega pokrivala fesa in ženskega zakrivanja pred več od 80 leti skušal radikalno europeizirati deželo tudi navzven. Başörtüsü yasağı kaldırılması memnun etti. Çünkü aile olarak herkesin, annem, babam falan, kardeşlerim okuyamıyordu doğru dürüst. Memnun etti. Nekoč je Atatürk Turke v Evropejce skušal preobraziti s kombinacijo nacionalizma, novih svobod, recimo žensk, pravili oblačenja, občasno pa tudi s policijskim in vojaškim nasiljem. Zdaj v imenu nove preobrazbe z malce drugačnim predznakom nasilje izvaja Erdoganova oblast. Poročilo organizacije Amnesty International je pokazalo, policija je med letošnjimi junijskimi protesti na parku Gezi načrtno uporabljala naboje solzivcem, da bi prizadejala hude telesne poškodbe. Kar 60% vseh poškodb je posledica teh nabojev. Med 7500 ranjenimi je bila tudi Hulja, ki je oslepela na eno oko.
korku filmi gibiydi. Hani yüzüm gözümden kanlar akıyordu. Öyle bir yerden vurulmuşum ki ne nefes alabiliyorum. Ağzımdan, burnumdan, kulaklarımdan kan geliyordu artık. Turčija je še ena velika in pomembna država, ki je notranje globoko razklana, zato je tudi ob previdnih in po mnenju nekaterih celo neiskreno motiviranih reformah ministrskega predsednika njena pot negotova. Sestra Anželik ve, kam je namenjena. Na robu vasi Dungu vodi tečaj opismenjevanja za žrtve. Julie, ime je zaradi njene varnosti spremenjeno, je bila stara 13 let, ko so jo ugrabili vojaki ene izmed tukajšnjih vojska. Ozako kansakaka, lelonde nakupa tolobi, lelonde nakupa telobi. Soki obsari eloko muke, soki ba moni kaka sobe katina biloko, baloba ndoki nde ochaki katina biloko. Ochimi probe ona ndoki. Julie so mučili, izrabljali, posiljevali, z 2 otrokoma je naposled uspelo pobegniti in najti zatočišče v skupini sestre Anželik. Idila je varljiva, mnogi Afričani se želijo prebiti v Evropo in so, ob naravnih in človeških katastrofah v nekaterih delih domače celine, zato pripravljeni tvegati vse. A v Evropi se medtem ukvarjamo s tem, kako obrzdati dolgove in primanjkljaje ali, kakor na Madžarskem, kako se soočiti s problemom več kot 7000 brezdomcev samo v Budimpešti. Ta teden je parlament sprejel zakon, ki prepoveduje bivanje na ulicah, med drugim tudi zaradi zagotavljanja kulturnih vrednot. Podoben zakon je lani ustavno sodišče razveljavilo, zato je desničarska vlada s pomočjo političnih zaveznikov kasneje dosegla spremembo ustave, ki je utrla pot novemu zakonu. 700 férőhelyet hoztunk létre Budapesten, minden hajléktalant szeretnénk fedél alá juttatni, és szeretném elmondani, hogy míg a szocialista kormányok alatt évente több száz ember halt meg, fagyott meg az utcákon, az elmúlt évben csak egy, hozzáteszem, ez is egyel több a kelleténél, azt szeretnénk, hogyha Magyarország... Če je politika, ne le na Madžarskem, leglo argumentov vprašljive kakovosti in sporne interpretacije podatkov, pa brezdomci trdijo, da so omenjena zatočišča, ki jih sploh ni toliko in v katera jih bodo zdaj lahko prisilno odvedli, slabša in nevarnejša od ulic, saj so leglo kriminala in nasilja. Hogy ne lássák a lopásokat, meg a rablásokat, amit ők elkövetnek, és így próbálják meg a hajtalakat kezelni. Ha rá akarunk gyújtani, akkor 1 ott marad, 2 kimegy. Mert ellopnak mindent. Életveszélyes az a szálló. Brezdomstvo, socialna izključenost, revščina. Rešitve zagotovo niso preproste in so vsekakor bolj zapletene, kot je njihova zakonska prepoved. Kormány nem belátta, hogy a hajléktalanság nem rendészeti, hanem szociális kérdés, hanem inkább úgy döntött, hogy beleírja az alkotmányba annak a lehetőségét, hogy a hajléktalan embereket büntessék, és ezért most március óta a magyar alkotmány az egyetlen a világon, ami lehetővé teszi, hogy a hajléktalan embereket büntessék azért, mert nincsen otthonuk. Sestra Anželik ima drugačen pristop. Njen trud je preprost, vsakdanji, a ženskam, za katere skrbi, pomeni vse. Med njimi je tudi, imenujemo jo Patricia, ki je prav tako izgubila dom. A izgubila je še veliko več, malega sina, ki so ga ugrabili in ubili vojaki. Drugi sin in hči sta iz ujetništva sicer pobegnila, a sta odtlej duševno povsem zlomljena. Namekiko bosana kaka pona masera Anželike. Po ndenge tokomaki awa koyoka kaka ke mama sabengi ba mama nde toyaki atuni moko na biso na zwina lobeli ye nde yende akomi lokola kisi na kokitisa dulere wana kati na motema. Povsod ležijo ali plavajo trupla biti, ki pričajo o krivicah tega sveta in pokvarjenosti človeka. V nacionalnem parku Hwange v Zimbabveju na jugu Afrike so divji lovci z industrijskim cianidom, ki se uporablja v rudnikih zlata, ubili najmanj 90 slonov. Njihov motiv – okli. Gre za največji tak primer v obubožani deželi, nekdani žitnici Afrike, zdaj pa feudu nekdanjega osamosvojitvenega junaka Roberta Mugabeja. V Hwangeju živi skoraj 50 000 slonov, a ta pomor je pokazal, da je njihov obstoj ogrožen. It is a situation which has developed now, and what we're doing is basically containing the situation which has developed over the past month or so. Ciljna tržišča slonovine so predvsem v razvitem svetu severne poloble, kjer si mnogi petičneži skoraj dobesedno gradijo slonokoščene templje pohlepa in prezira do soljudi. Del rešitve v Zimbabveju vidijo tudi tam.
Medtem ko so v Zimbabveju šteli trupla slonov, so v nam bližnji evropski državi Bosni in Hercegovini začeli izvajati prvo uradno štetje prebivalstva po več kot 20 letih samostojnosti. 30 popisovalcev dela tudi v Srebrenici in okolici na vzhodu države, tam, kjer so srbske sile pod vodstvom Ratka Mladića zagrešile največji posamični zločin krvave vojne in ki ga mednarodne sile niso mogle, znale ali hotele preprečiti. 8000 ljudi, ki so bili ubiti, ne bo na seznamu popisanih. Tudi tisti, ki so preživeli, so večinoma odšli. Prije rata je ovdje Luka, Krušev dol imao 110 kuća, sa 1000 stanovnika. A sad ima 35 kuća, u 10-11 kuća samo nas živi. Popis naj bi bil znamenje počasne, a vztrajne normalizacije nesrečne države, pa čeprav bodo rezultati zagotovo dobili tudi politične opredelitve. Pa ovaj popis je trebao i prije biti po mom mišljenju, ali dobro je došao i sada da se zna koliko nas je, šta nas je, gdje smo, s čim raspolažemo ova Republika Srpska i srpski narod. Sestra Anželik, daleč stran od Srebrenice v osrčju Afrike, krpa razcefrane duše in jih uči šivanja. Tudi Monik rada šiva, ob tem se odpre in sprosti, ter sreča tudi sestra Anželik. Namona je lokola mama nanga pe, lokola mama nanga kupaki na soki namoni ebo, namona je lokola mama nanga. Usoda Monik je v kriznih žariščih Afrike prej pravilo kot izjema. Ezaki na muso sumoka kima kiba ekolo bapana biso tokendo bome bakateli biso banzeti loka mutu te tobeti nango mutu na akufi. Loka tobomaki bango biso batokendaki obema bango tozongi basangisi biso place moko biso kiezi biso pe tokima balanda biso soki ezi bakuta biso baboma pe biso ka ndenge tobomi ndeko na biso wana. Sestra Anželik svojo neumorno človečnostjo prebuja človeka v Monik in drugih ženskah v Dunguju. V osrčju Afrike se začenjajo mnoge poti v Evropo in razviti svet. Surovine in predelki pridejo na cilj sorazmerno lahko, ljudje precej teže. Prav v dneh velike tragedije pred Lampeduso je v Evropo na kratko prišla tudi sestra Anželik v Ženevo na podelitev tradicionalne mednarodne nagrade Fridtjofa Nansena, norveškega znanstvenika, pustolovca, diplomata, moža, ki so ga Norvežani hoteli imeti za kralja in naposled neumornega reševalca begunske problematike po Prvi svetovni vojni. Tokrat se je Visoki komisariat Združenih narodov za begunce poklonil prav sestri Anželik. When you look at Sir Angelique, that all of a sudden your perspective also changes. And you believe that if God has a hand, she is the hand of God. A plemenita nagrajenka energijo za svoj trud črpa prav pri ljudeh, ki jim pomaga, tudi pri tistih, ki se svoje moči niti ne zavedajo ali je ne prepoznajo več. Que j'ai dit, à mon tour, vu leur courage, je ne me découragerai jamais. Je ferai de mon mieux pour leur redonner l'espoir et la possibilité de vivre encore.